Tudi z moje strani pozdrav obema sogovornicama, s katerimi bomo govorili o težki dediščini. To je sintagma, ki v slovenskem znanstvenem vsakdanjem govoru označuje kompleksne in pogosto dramatične izkušnje iz povojnega obdobja, političnih obračunov in represije po drugi svetovni vojni. Predvsem pa z njimi označujemo težo spomina na povojne poboje in delovanje totalitarnega sistema v Jugoslaviji. V svojem eseju, ki je nastal v prvi polovici 80-ih let, imel je pa kar dolgo zgodovino, preden je bil natisnjen. Krivda in greh je gospa Slovenka Hribar kot prva pri nas nagovorila to vprašanje in to vprašanje nagovorila zavestno na način, da uporablja besede, ki najbolje brez uvinkov naravnost izražajo vso težo teh težkih vprašanj, ki so povezane z temi ljudmi. Za tisti čas je bilo to zelo pogumno dejanje. Lahko rečemo, da je to delo, katerega aktualnost je še danes zelo velika, naravnost epohalno delo za naše razmere, v katerem res gospa Hribar zelo odkrito, zelo neposredno obravnava to vprašanje, po mojem na en način, ki si še danes res zasluži premislek in ki še danes lahko služi kot dobro izhodišče za pogovor oziroma razmišljanje o tej temi. Pa vas bom prosil najprej, če poveste nekaj besed, kako in zakaj ste se na ta način lotili tega vprašanja. Hvala za besedo. Pozdravljeni vsi skupaj in vsak posebej. Prvič po 40 letih imam priložnost, da v tem eseju spregovorim, kaj je pravzaprav to bilo in zakaj sem se tako odločila. Moram reči, da pravzaprav esej ni nič posebnega. Poseben je zato, ker je uporabil nek način, oziroma uporabila sem neko izpoved, ki ni običajna, sploh ne mogoče v Sloveniji, no, če tako rečem. Na ta način, ker to ni literalizirano, ampak je direktno govori o problemu. Zato je mogoče malo drugačen. Morala bi povedati 2-3 stavke, preden začnemo v samem eseju. Jaz izhajam iz komunistične družine. Moj stari oče je bil komunist po mami, moj oče je bil komunist, moja mama je bila komunistka. Stari oče je zaradi tega umrl v dahu, moj oče je na posledicah mučenja v Lječi 2 meseca kasneje doma. To so bili, prvi komunisti so bili drugačni ljudje, kot imamo mi danes predstavljamo, kako jih predstavljajo. Preden sta se poročila, je moj oče rekel mami, najprej je organizacija, potem si pa ti in otrok. Če bi meni moj fant pred poroko rekel, najprej moja filozofija, potem si pa ti in otrok, bi rekla, o ja, adijo. To so bili drugačni ljudi. Res so verjeli v novi svet, v svet brez izkoriščanja, brez mučenja. Kaj je potem nastalo, je seveda veliko pustila. To povem zato, to svojo predzgodovino, da bi razumeli, kakšni Italija vzame, ko sem zvela za te povojne likvidacije. Med 2 z mamo smo se vrnili iz Beograda, kjer sem pač rojena in kjer so živeli. Leta 47 so bile vse te stvari že narejene.
komunistka je tudi noben kaj dosta pozval po mojem, tako da tudi ona ni imela, vsekakor pa ni vedela za to, bi rekla, za ta vseg teh povojnih likvidacij. Tako da sem bila stara 34 let, ko sem zvedla za to zadevo. In 5 let nisem na nek način prišla k sebi. Ženske imamo to srečo in to možnost, da že znamo štrikati, bačkati, šivati in to sem počela 5 let. Hodila v službo, gospodinila in obštrikala celo družino. Ne da bi vedela, zakaj in kaj se v mene dogaja. Potem pa, ko sem to razpisali, nekaj dne sem pa zagledala na modro nebo in neko veselje v duši, kjer je zagotovo bilo bilo. In je šlo vse sovraštvo in sovraštvo, govorim o sovraštvu, komunistov in komunizmu. In vsa ta travma iz mene. Zares sem se pa nekako osvobodila z tej veselje. Ta veselj v tiste delu, v katerem pravite, da je pač pomemben, je osebna izpoved, kako sem jaz prišla iz sovraštva in iz zamere do tega, kaj so mi naredili ti komunisti, ki so tako verjeli v komunizem, v te ljudi. Do tega, da sem se osvobodila in da sem videla pravzaprav tudi ta poboj kot del neke zgodovine, ki nas je zelo zaznamovala. Brez tega poboja, pravim, nekje ne bi bili to in takšni, kakršni smo za vso zgodovino naprej. Ker ta poboj je zločin. To je prvič v slovenskih letih izrečeno. Zločin nad narodom. No, to je kratka, če povem. Ves ta del, ki je pravite, da je pohajanje, je pravzaprav samohvala. Je opis poti, kako sem jaz prišla od sovraštva do vnega, ne samo, da so domobranci, ljudje, naši ljudje, so bili tudi rucevarni ljudje, naši ljudje, mi to in vsi mi smo Slovenci, vsi mi smo ljudje, ki tvorimo ta slovenski narod. In to je naša zgodovina, to je naša bit, to smo mi in moramo se tega zavedati. Seveda pa je treba do tega veličina dobiti ne samo distanco, ampak tudi empatijo, čustveno razumevanje. Razumevanje časa, razumevanje vzroka, za zadnje političnih in družbenih vzrokov, da je do tega zelo prišlo. Kajti, če ne bi na nek način, pravzaprav na ta radikalni način, kot sem napravil, bi v Sloveniji po osvoboditvi, po koncu svetovne vojne se nadaljevalo državljanska vojna. Ker domobranci, ki so bili na Koroškem, so bili oboroženi, so vsak dan trenirali, so vsak dan imeli vojaške vaje in so bili pripričani, da so vrnili v domovino urediti stvari do konca. Torej, to reči, da je bilo prav, da so jih pobili, je nemogoče in ni prav. Ampak prav je, da mi priznamo, da je tudi to dejanje del naše zgodovine in nas je opredelilo in v dobrem in v slabem. To bi rekla za enkrat, da vprašanje pa se da odrevali. Ko se bom še imel nekaj vprašanj, predtem bomo še vsili publiko. Preteklost je integralni del identitete človeka moderne dobe. Naša zmožnost, da se spominjamo svoje preteklosti in se z njo identificiramo,
daje našemu bivanju smisel, vrednost in pomen. To se zdaj citiral Davida Lorenthala, enega od najbolj imenitnih avtorjev na temo dediščine tam iz konca 20. začetka 21. stoletja. Kot pravi on, je pri tem vloga dediščine, da gradi kolektivni ponos in smisel. S čimer pa po drugi strani tudi poudarja razliko med good guys, se pravi nami, in bad guys, to so njimi. Zdaj, glede na to, kar je zdaj gospa Hribar povedala, vi ste bili kot takrat rojeni, ko je ona tale sej ustvarjala pa štrikala. Kako pa vi to doživljate? Ja, glede na to, nisem zgodovinarka, sem umetnostna zgodovinarka, da začnem s tem. Ampak tudi skozi moje delo na Direktoratu za kulturno dediščino, tako na nacionalni ravni, če rečemo, ko delamo z institucijami, z muzejem, v katerem smo danes, kjer nas gostijo, in tudi mednarodno, kjer je na nek način tema, kot ste rekli, težke dediščine, ki ima seveda tudi več sopomen od disonantne do. Skratka, gre za en cel preplet tem, ki je v resnici globalno zelo pomemben. Mogoče se nam zdi, da smo mi eden izmed narodov, ki smo zelo obremenjeni, kot ste pač sjajno opisali, ampak dejansko se mnogo držav spopada z odnosom do svoje polpretekle zgodovine, še en tak izraz, do svoje kolonialne zgodovine, do poprave krivic, seveda na zelo različne načine. V slovenskem prostoru mislim, da se kar naprej pojavljajo primerjave z določenimi izbranimi državami, ampak mogoče situacija, ki jo sama vidim skozi delo na UNESCO-vi konvenciji o svetovni dediščini, kjer je v resnici prvič so bili kot tisti kraj, ki so bili na seznam dediščine prepoznani centri mučenja v Argentini, kraj poboja v Ruandi. Skratka, gre o krajih spomina, ki imajo ne samo za posamične nacije, etnije, kulture, ampak tudi za svet kot tak svoj pomen. Zakaj? Mislim, da točno iz tega, kar ste vi pač opisali, da gre na nek način za to grajenje neke etične drže skozi to zgodovino, ki je na nek način partikularna, individualna, skozi individualne zgodbe, pa vseeno, ki tvori nek narativ. In v resnici na način, kot se ta teden, če se pohecam, smo se ukvarjali od Auschwitza, jutri imamo kot člana komisije za postavitev spomenika slovenski osamosvojitvi prvo sejo za natečaj. Skratka, gre za nek preplet tem, s katerimi se na ministrstvu pač ukvarjamo in ki nam pomagajo na nek način tudi graditi naš odnos. Zdaj, a smo zmeraj najbolj spretni pri komunikaciji tega ali pri predstavljanju naših stališč, je to seveda ena stvar. Ampak želimo sodelovati predvsem z institucijami, z raziskovalnimi, z muzeji, recimo, ki vidimo, da se odpirajo, da so tisti prostori spomina, prostori diskusije, inkluzivni, odprti, neobremenjeni, fluidni, ki v resnici tako diskusijo res omogočajo. Mogoče me je malo zaneslo, ampak v smislu, ravno v Novi Gorici v okviru Evropske prestolnice kulture je bila zdaj 3 dni konferenca Borderless Museum, se pravi brezmejni muzeji, kjer so se pokazali tudi tisti, ki živijo na meji, na finsko-švedski meji, sjajen primer, ampak tudi kot tisti, ki skozi tematike, skozi pristope v resnici odpirajo meje, ne samo fizične, ampak predvsem meje v glavah. In mogoče je pač ta čas neki tokovi v družbi, ki so pa vseeno
v teh zelo, zelo zaostrenih časih, ki mislim, da jih vsi zelo čutimo, vseeno pravi za to, da odpiramo tudi te težke teme. Zelo mi je všeč, ko ste na začetku rekli, teme so kompleksne, so zelo niansirane in še zdaleč od tega, da bi lahko bile belo, črne in tudi sive niso. Skratka, gre res za en preplet pomenov, ki je seveda povezan z ljudmi, s fizičnimi kraji, s prepleti, z nesnovno dimenzijo. Skratka, gre za en celoten kompleks. Ja, teh težav seveda nimamo samo mi na Slovenskem, čeprav si radi predstavljamo, da ste lepo povedali dva taka huda problema, kot je Ruanda pa Argentina, kjer so imeli precej traumatičnih izkušenj v Ruandi, sploh je bila zadeva res gromozanska po svojih dimenzijah. Ampak podobno kot so slovenske razmere, pa malo iz druge ideološke perspektive je situacija bila večina, ko je general Pinochet naredil državni udar in uvedel en režim terorja. Potem, ko so se tam stvari spremenile, je ena socialna antropologinja Sheryl Natzmer raziskovala spominjanje na to obdobje in ona je prišla do neke ugotovitve, seveda, ki velja tudi za nas, edino mogoče kdaj z kakšnim ideološkim spremenjenim znakom. Ona ugotavlja, kako da je šlo v bistvu večino za to, kateri spomin bo prevladal v družbi. In Pinochetov režim je delal na tem, da se ohranjajo tisti spomini, ki so dajali legitimnost njegovemu režimu. Zdaj, mi smo slišali o generalu Pinochetu samo slabe stvari. Treba je reči, da res nobena stvar ni samo črna in samo bela. Recimo otok Rapa Nui je ena velika zgodba o uspehu prav zahvaljujoč Pinochetu. Tam se je življenjski standard dvignil v take višine, da je zdaj postalo nezaželeno, da bi ljudje tja prihajali se naseljevati v takšni meri, kot so vse, ker je pač tam dohodek na prebivalca bistveno večji, kot je bil. Ko je bil pa tam Thor Heyerdahl v 60-ih letih, je bila pa taka revščina, da niti zapora niso imeli, ker če bi imeli zapor, pravi Thor Heyerdahl, bi vsak naredil kak zločin, samo da bi prišel v zapor, pa bi imel zajtrk kosilo pa večerjo za ston. Se pravi, se ni splačalo, bi bilo to destimulativno. Pri nas je ista zgodba. Gre za to, kater spomin bo prevladal. Ampak kot ugotavlja Natzmerjeva, nobenega spomina se ne da izstrediti. Torej, tudi v Sloveniji oziroma v Jugoslaviji je bilo tako. Mi smo zdaj slišali, da je v revoluciji samo negativno. Ampak revolucija je pač nek dogodek, ki ga ni bilo mogoče preprečiti, glede na situacijo, kot je v Jugoslaviji. Z revolucijo smo mi prišli iz predmoderno v moderno dobo, kar ne pomeni seveda, da je vse dobro, ampak vendarle smo dohiteli na nek način čas, če tako rečem. In življenje v Jugoslaviji je vendarle se stabiliziralo, je bilo veliko boljše za ljudi, se ne da primerjati pred, se pravi, stari Jugoslaviji. Tako da zdaj tudi v revoluciji bo treba drugače različiti oziroma z drugega vidika, ne zdaj negativne
strani odstraniti ali pa zanikati, ampak tudi pozitivne bo treba razumeti. Zdaj je to borba s spominom. Torej, če se vrnem na ta esej. Povojni poboj je bil tabu. To je izrecno rekla Vida Tomšič. Pusti to je tabu. Kaj to pomeni? To pomeni, da je bil temeljni kamen nove Jugoslavije in oblasti partije. To je bil temeljni kamen. Dokler se ni vedlo, dokler spomin ni prišel, bom rekla, vidjelo na površju, je bila ta oblast piramidalna cela. Od spod so bili proletaciji, potem so bile republiške, pač te partijske oligarhije in navrti bil Tito. Ja, zdaj, ko je Tito umrl, je tista špička odšla in ni bilo. In se je začela ta piramida tako po vrhu sesipati. Če se predstavljate recimo piramide v Egiptu, je špička odstranjena, gre to dol. Ampak še zmeraj je stala. In še zmeraj je stala na tabuju. No, ko pa je prišlo na dan, da revolucija ni čisto čista, da je revolucija krvava, da ima zločin nad sabo, je pa razpodjedena od svoga. En kamenček je nekdo odškrnul in se je začela cela zgradba se sipati, da se ni porušila. Zdaj smo pa v času boja spominov, če tako rečemo. Tisti, ki so doživeli revolucijo in jo pač razumejo kot pozitivno, bodi si, da so njen del, bodi si, da so recimo od tega imeli tudi neko korist. Recimo, če ne bi pa revolucija, nikoli ne bi mogli študirati, da smo bili reveži, še pa še. In mnogo drugih. Se pravi, to je pač ena raven. Druga raven je pa tisti, ki so nastradali zaradi revolucije. To se pravi, to so pa sorodniki po vojni pobiti, pa tudi med vojno. Sej med vojno je revolucija tudi brez, bom rekla, potrebe oziroma ne samo izdajalce, ampak tudi je pobijala tudi po razrednem principu, kot se reče, se pravi, kakšnega kulaka, če recimo 5 krav, je bil že preveč samostojen za partijsko poslušnost. Da se pravi, revolucija je potem že med vojno začela tudi kazati svoje zobe, ne samo pozitivno. No, in to so drugi spomini. Spomini, ko govorimo o travmi, so pa spomini žrtev revolucije. Kaj ti? Vseh teh mrtvih se še drži bolečina živi. To se ne zda prestrišiti. To je tu, zato so to travme. Travme je tudi seveda na strani partizanov, ki so pa trpeli od izdajalcev, od okupatorjev. Skratka, to je ena cela mešanica spominov, travm in tukaj smo zdaj. In zdaj je, bi rekla, naša naloga ne samo mislice vsakega, pravzaprav, tako kot sem jaz naredila neko tako pot od sovraštva do ideje sprave, da nekako pristati moramo na to. Je to bilo, da se tega ne da za nazaj spremeniti. Da so vsi ti ljudje bili naši ljudje, da so bili ljudje, da so naši predniki, da smo z njimi zvezani z vsemi mogočimi vezmi, ki jih nikoli ne bomo mogli razšprikati z našimi pokojniki. In da moramo to preprosto vzeti nase in začeti živeti skupno. Sprava, narodna sprava je ravno v tem, da se zavemo, da smo vsi mi
so odgovorni za svojo sedanjost in prihodnost, za prihodnost naših potomcev. Da se ne smemo ločevati, sovražno ločevati, ker nam to jemlje energije in veselje do življenja. To je problem. Narodna sprava je ideja, kako ne se združimo. To pa ne pomeni, da bi moramo vsi enako misliti daleč od tega. Nasprotno, vsak bi moral imeti, bom rekla, svoje stališče do teh vprašanj, do drugih vprašanj in iz vseh teh vprašanj, iz vseh teh odgovorov bi morala na zadnje rezultirati neka smiselna nacionalna politika, ki je žal tudi danes. Ja, ko ponotranjamo te zgodbe iz preteklosti, ko se povezujemo s predniki, vedno to napravimo v službi sedanjih potreb. In naše sedanje potrebe niso samo pietetične narave, ampak so tudi ideološke in politične. In tu imamo potem zdaj en problem, eno vprašanje, en gordijski vozel, pravzaprav, kako ga razrešiti? Ja, problem je v tem, ker se je po osamosvojitvi je pač desnica, ki je bila vsa leta, vseh 45 let po vojni utišana, pač začela svojo pot. Svojo, bomo rekla, pravico tudi, da pove svoje razloge, svojo interpretacijo, kaj se je dogajalo. To je vse legitimno. Vendar pa se dogaja to, da postaje pravzaprav preteklost manipulirana, da se z njim manipulira, da se manipulira tudi z mrtvimi, pri čemer moram reči, da je levica, karkoli že to je, če je zelo nerodna, zelo, bom rekla, restriktivna. Do 30 let, koliko že po osamosvojitvi še zmeri, niso pokopani pač po smrti ostanki likvidirani po vojni in pravzaprav državna sramota. In to je vse bojišče takšnih radikalnih idej, kot je recimo, jih ima zdajšnja desnica, da je treba radikalno spremeniti vse, spremeniti ustavo, začeti nov ciklus. To je Janša že leta 1991 napovedal, ko je rekel, ko je napisal v osnutku programa takrat še SDZ, da se mora celotna družbena struktura premakniti na desno. Zakaj celotna? Zakaj to je totalitarna zahteva? Vsekakor desnica in levica obe imata legitimno pravico, da so urejata naše življenje. Kadarkoli ima ena ali druga, tudi za levico to velja, če bi nekdo rekel, da zdaj je to treba vso družbeno strukturo pomakniti na levo mesto, pa konc načina. Zakaj pa? Zakaj pa? Če pa imamo demokracijo, imajo pravico, ustav ima pravico, cela malica interesov in ideologij, če hočete, od levice do desnice, skrajnosti pač ne, ker so škodljivi in ena in druga, ena in boljša. Da smo zdaj v času manipuliranja, to, kar mene najbolj boli, manipuliranje s temi kostmi, da gre recimo, da grejo razstavo teh kosti iz Macestove Gorice prenesejo v Bruselj in tam razkazujejo in se tam, bom rekla, Italijani pa Nemci lahko posmehujejo. Do norosti smo pripeljali ta razkol, namesto da bi šli, da bi se prizadevali za spravo. Kako pa vi to vidite? Recimo tole potovanje te razstave od Brusla. No, se veste, mi smo čisto po strokovni plati
imeli precej težav z ustanovitvijo muzeja osamosvojitve, se obračujem, da sem preskočila. Iz čist nekih mogoče neutemeljenih akcij, ki niso bile, za nalašč upravlja to ime, dostojne teh velikih zgodovinskih obdobij in vzpostavljanje pogojev za resno strokovno delo, preučevanje, predstavljanje, interpretacije. In se strinjam, da vsak nek poriv, nek vzgib, ki je premalo premišljen, ki je hiter, v resnici za sabo pušča še večje brezgotine. Kar se tiče dostojnih pokopov, no, tam je kolega iz Morsa. Skratka, veliko sodelujemo med sabo državni organi, kako rečem, čisto po strokovni plati. Veliko stvari je nerazrešenih, od krajev pokopa, od predmetov, kot ste omenili. Ne prevzemajo se predmeti, ne hranijo se na pravilen način. Tu gre za neko ukopanost v resnici obeh strani. In to zagotovo meče senco na to etično držo, oziroma to izhodišča, v katerem smo govorili. Zdaj, mreža institucij, ki se strokovno s tem ukvarjajo, obstaja, je podprta, je dovolj opolnomočena, je kompetentna, ampak tudi mogoče vsi ti posveti, ki potekajo tudi pod patronažo predsednice, z neko željo, da se stvari razpletajo. Zaenkrat, če niso obrodile se to. In se strinjam s tem, da to ne samo obremenjuje, tudi te strokovne institucije, ki v resnici imajo svoje poslanstvo, ki ga ne zmorejo upravljati v polnosti in otežujejo čistih javnih diskursov. V resnici se ves čas vračamo do nekih vprašanj in to nenehno perpetuiranje, ki je zelo emocionalno nabito, če se samo tega dotaknemo, v resnici ne kaže poti naprej. Ja, to je res, da to vprašanje ne zmoremo kontakta, kar bi pa bilo treba storiti. Mrtve je na vsak način treba prekopati, tega pa na nek način nismo zmožni oziroma ne znamo storiti. In potem se nam to kar naprej vrača. Recimo, ravno danes sem prebral izjav Slovenske škofovske konference, kjer je med drugim rečeno, pokop vseh pobitih je temeljno človeško pravno in civilizacijsko dejanje. Oviranje tega pokopa ali njegovo zaodločevanje pomeni kršenje človekovega dostojanstva in njegovih temeljnih pravic ter onemogoča spravni proces in sožitje v slovenskem narodu. So zelo močne besede. In potem sami člani škofijske konference ugotavljajo, da bi bil najbolj primeren kraj za pokop teh vseh posmrtnih ostankov na Ljubljanskih Žalah. No, to je eno vprašanje, jaz to zaradi tega pripovedujem, ker ste vi omenili, da bi bilo treba dogovoriti se o kraju pokopa. Se pravi, se upravičujem, pokop je treba opraviti, to je nujno, glede tega se že strinjamo, samo zdaj še kdaj, pa kje ostaja odprto vprašanje. Torej, ne vem zakaj, pravzaprav vem zakaj, hoče, da bi bili pokopani ravno tukaj na Žalah.
Ampak, ko sem zdaj v komisiji vladni za ureditev povodnih grobišč, smo zgradili v Teharjih monumentalni spomenik, takšnega nimajo ne partizani, ne vsi, ki so bili prizadeti v drugi svetovni vojni. Tam je dovolj prostora. Izgovor, da je kontaminirana zemlja zaradi cinkarne, enako velja. To se pravi, tam je prostor, tam je že spomenik, tam je park, tam je vse. In vsako leto imajo tudi tam v začetku oktobra maršo. Tako da ni nobenega razloga, da ne bi te posmrtne ostanke pokopali tam. To, da insistirajo, da bi bili pokopali na Žalah, je pač politična zahteva. Na Žalah je že en spomenik, na katerem piše, ne vem, torej skratka, neko prekletstvo se je začelo s komunizmom in krvalo in tako naprej. Če bi pokopali te posmrtne ostanke na Žalah, sem jaz tako osebno prepričana, da ti ostanki, posmrtni ostanki, ti grobovi ne bi imeli miru, kot se temu reče, počilo miru. Tam bi se vsekakor dogajale, glede na to, kar se zdaj dogaja. Neke manifestacije, torej jaz tega ne želim videti, če bojo pač se dogovoriti, da bojo na Žalah pokopali, bojo pokopali. Nikaj, jaz pa nisem za to. Torej, da vi pravite, da je primeren prostor na Teharjih. Seveda. Zakaj pa niso pokopani na Teharjih? Zakaj? Zakaj, da je izgovor, da je kontaminirana zemlja. To se lahko zemljo razkoplješ, ne vem, 10 metrov globoko, pa drugo daš. Vse se da tehnično urediti. Sploh ni res. To je samo politična zahteva, da se pokopajo na Žalah. Ampak vseeno, zakaj niso pokopani? Jaz imam s tem v zvezi še eno drugo vprašanje. Namreč po naših civilizacijskih pojmih in predstavah ima vsak pravico do svojega lastnega groba. Ali bi te žrtve v takšnem skupinskem grobu imele to pravico? Ali jim ta pravica ne bi bila odvzeta? Torej, gledajte, kako so te žrtve, recimo, v koncentracijskih taboriščih še pretirani. To so, bom rekla, pretirane zahteve. Preprosto se vseh teh dejanja da preučiti in pregledati. In tudi ve, da sorodniki niso vsi sorodniki za to. Radi bi imeli tudi ime. Tako da mislim, da je treba te kosti pokopati z vsemi obredi, z vsem spoštovanjem, ampak potem pa nekaj s tem. Ja, mislim, Teharje v resnici so kot kraj pokopa tudi zakonsko določene. Če se začnemo pogovarjati v teh gabaritih, je v resnici Teharje izpostavljene, mislim, so Teharje v resnici v zakonu določene bile kot kraj pokopa. To seveda ne velja za znanje, skratka gre za več kategorij, če rečemo tako. Zdaj, Teharje so park, spominski park, je kraj spomina, ki je tudi na nek način opremljen, če rečemo, z infrastrukturo za obeležitev in tudi ima zgodovinsko neko raziskavo, pojasnilo, ki je bila tudi storjena strani pristojnega muzeja, zavoda dediščine, ki ima arhitekturo in kot taka obstaja, ampak v resnici ni zaželjena. Zato se na nek način ves čas vrača na to ključno vprašanje, ki ni razčiščeno, če, kot ste rekli, smo prišli do konsenza, da je žrtve treba pokopadati do osnovno
civilizacijsko dejanje, se potem v drugem stavku hitro zatakne pri različnih stranih, kje pa je takrat. In vse te začasne postnice, ki se urejajo ob novih odkrivanjih, so v resnici nedostojne. Govorimo o garažah, ki so prebeljene, ki so v škatlah. To so res hude stvari. In zato je zelo težko v bistvu razumeti ali pa pristati na to, da ne zmoremo se uskladiti po kraju pokopa. To nas v resnici blokira vse procese. Najbrž pa ni tu, če rečem, to ni naivna izbira, ampak je zelo hotena izbira. Zakaj ni konsenza tudi v tem? Ja, vsej kraj pokopa je očitno tukaj ne pietetno, ampak politično vprašanje. Ker imamo zdaj dve situacije. Pravite, v zakonskih predpisih, ki so veljavni, bi bilo to treba storiti na teharjih, na teharjih se pa ne stori in naj bi se to napravilo na drugi lokaciji, za katero pravite, da imate vpis. Jaz mislim, da bi bilo pietetno, da je na teharjih, ker je res tam res lep spomenik, velik, ogromno. Če se bojo dogovori, pa ne se že dogovorijo, kje bo. Da bo to ta kamen spotnike, kar je grdo reči, ampak je ratalo, je nastal na kamen spotnike in manipulativni, da se to enkrat neha. No, ni samo manipulativni kamen spotnike, to je dejansko en civilizacijski problem, ne? Ki ga moramo rešiti. In zdaj, po mojem, s tem, ko ga ne rešimo, ravno odpiramo te možnosti druge, ki niso pietetnega značaja in ki se očitno tukaj lepijo zraven na to vprašanje. Se pravi, da to, da tega ne storimo, da je izraz česa. Tudi, da tega ne storimo, je stav politika. Ja. Ampak katere politike? Ja. Desne gre, leva ne gre naravno desne, desnica zahteva pa stvari, ki po mojem niso v redu. So prestižne, so manipulativne, mi je zelo žal. Vi ste v tem svojem eseju predlagali tudi, da bi se v Ljubljani postavil en obelisk, ki bi krikal v nebo o zločinu, ki se je zgodil pri vas. Ne, drugače, ki bi krikal o tragediji malega naroda, ki je v boju za svoj obstoj sam postal krvnik in kaznovalec. Prav boju. Ta obelisk, torej, meni se je to zapisalo. Jaz sem ta del, o katerem sem pregovorila, napisala v eni noči in pol dneva. Napisala sem kar tako. Nikoli nisem prej mislila na obelisk, na kaj tako. Enostavno sem mi to zapisala. Torej, tudi ta obelisk naj bi bil, bi rekla, izraz, čeprav ste materialni izraz sprave, da smo vsi mi, in levi, in desni, se pravi, in domobranci, in partizani, in vse žrtve, vsi smo tukaj zbrani, vsi smo Slovenci, vsi smo tukaj. To je bila misel. Žal se je realiziralo drugače in mislim, da bo nekega temu postaviti. Ja, realiziralo se je drugače. Ja. Dobili smo dva velika bloka. Torej, ja, jaz sem nekako kritična do tega, do te rešitve, teh dveh stebrov, ker pravzaprav
bi rekla, da sta materializirala ravno razkol. Ravno razkol, narodni razkol. Obelisk naj bi bil tisto eno, tukaj sta pa dva stebra, levi in desni, oba stalita slepo gledata gor, nimata nič napisano, ništa. Za mene to pač ni rešitev. Tudi to, kadar imajo te državne sredske mestnosti, pa nesejo tiste vence, da pravzaprav nekam tisto postaviti. To je res slepa reč, žal. Je pa posnetek točno tega, kar je danes. To, kar je. Če je posnetek tega, kar je danes, in moramo si to ogledati, pa se zamisliti, zakaj pa kako presešiti to. Ampak zdaj to imamo tam eno ploščo, kjer je napisan en Župančičev vers. Nimamo pa plošče, za katero se je v času svojega prvega mandata zavezal predsednik Pahor, da jo bo postavil. To, kako to ploščo sprejemamo, kaj bo napisano na njej, tudi kaže, da imamo nek probleme z našim načinom demokratičnega odločanja. Torej, gledajte, celo tega se ni dalo v Zamenjeni zvezi borcev, ne grejo nekam, da bi tam bila odzadaj, neka plošča v slovenščini pa v angleščini, da bi ljudje, ki pridajo, da nimajo pojma, zakaj gre, saj povedano, zakaj gre. Napisali smo ne vem koliko od teh razlag, kaj to je, čisto, bom rekla, nedolžnih pol, samo podatke, to je to. Tudi na to niso pristali. Tako da še danes ni nobene plošče, ki bi razložila, zakaj gre. Tam sta dva stebra, ki gledata gor v luft in to je to. To ni nič. Ampak vi ste malo neravno na obrobju tega dogajanja, svojeg položaja. Torej, jaz sem pač poskušala narediti, kar se je dalo. Res pa, da nisem bila več v tej komisiji za povoje in te reči. Razpis za ta je šel po svoje, arhitekti so zbrali od sabo, niso pač imeli pojma, zakaj gre, ker tukaj je šlo za neko duhovno zadevo. In smo bili bi morali temu odgovarjati. Pa ni. Žal. No, vi ste še umetnostna zgodovina, jaz sem tudi zelo kritična do tega, mogoče čisto iz tega vidika, da je šlo v resnici za urbanistično ali pa arhitekturno rešitev nekega prostora, ki se je tam pojavil, ki se je odprl, ki je sicer arhitekt pač interpretira, da sicer sta dva stebra, ampak imata skupno bazo. Jaz se vem, da se ne bolj na zemlji, pa da bi so pa s tem, so pa, kot rečemo, z dojemanjem, z uporabo tega spomenika, kar križni težave. Ni prepoznan kot tak, mogoče je zato tudi vsa ta diskusija bila spet o spomenikih na nek način, vsake tog časa pač perpetuira. Ne gre niti za javno plastiko, niti za javni prostor, prav za res. Gre za res eno veliko zgubljeno priložnost, ki je kot država, tu pa rečem, mogoče samozavestno nismo znali izkoristiti. Na takšen način, to je dober način. Mogoče ne na način postavljanja hodnjenikov in v tem smislu, da se narediti bistveno drugače, prakse povsod, ampak res z neko senzibilnostjo pa empatijo. Ampak tak napis, kot ste vi rekli, pojasnilni, tu se daje nekoga kodno postaviti, prečita. Ja, tist moraš poklepiti, pa gledati, tist napis, da bo videla, da vse dodeljeno, njeno življenje postaviti. Pa če ne zna slovensko, tudi tega ne razumeš najboljše. Ja, se pravi.
res, ponesrečenje, še žal. Tudi škoda tega prostora, ker je v bistvu edinstveno, da je zaseden, kaj boš da nimaš kaj. Ja, jaz imam tukaj še en malo daljši citat iz enega teksta Dušana Pirevca, ki je napisal en obsežen esej o Cankarjevih Hlapcih. Pravi v tem eseju med drugim, za naš namen je odprta ena sama možnost. Začeti moramo s tim, kar je nas same, ki smo danes in tukaj v zadevi naroda najbolj bistveno in najbolj usodno določeno. To je nedvomno naša partizanska vojna, razumljena kot narodno-osvobodilna borba, ki je s svojo zmago položena v temelj našega sedanjega sveta in naše sedanje družbe. Zaradi tega je hkrati jasno, da je tisto, za kar nam tu gre, zbrano načeli, ki so narodno-osvobodilno borbo vodila, omogočena in obnakovala, se v njej potrjevala in tam smo vstopala v svojo resnico. Ta načela, pravi Pirevec, so najobširneje in najbolj jasno razložena v obeh izdajah Kardeljeve knjige Razvoj slovenskega narodnega vprašanja. Teh izdaj je bilo več, Pirevč od teh se nastal leta 77, takrat sta obstajali samo dve. Zdaj, tukaj se pa odpira en problem, vi ste ga že načeli, namreč problem revolucije. V tej svoji knjigi Razvoj slovenskega narodnega vprašanja Kardelj seveda zagovarja potrebo po revoluciji. On vidi slovenski narod po cankarjansko kot narod proletarec in seveda narod proletarec se lahko osvobodi, samo če se razredno osvobodi. Tako so razmišljali tudi komunisti, ki so videli revolucijo kot tisto orodje, ki bo razrešila vse probleme v bistvu tega sveta, ko bo pravila izkoriščanje človeka po človeku. Kardelj pravi še tole, kar pa tale pasus iz Pirevca naredi vendarle nekoliko bolj vreden razmisleka še. Pravi, da kdor dela revolucijo na pol, je obsojen jo ponavljati. In zdaj to delanje, izogib temu, da bi se revolucijo delala na pol, je bilo to, da se jo je delala cela in imamo to, kar imamo. To je bila revolucija na delu. To ni šlo za maščevanje. Če bi šlo za maščevanje, bi se to zgodilo prej in bi se zgodilo na bistveno drugačen način. To je bilo tako revolucionarno dejanje, tisto, ki naj odpravi vsako potencialno vojaško grožnjo kontrarevolucije. Ta je bila dejanska ali namišljena, vsekakor bolj namišljena kot dejanska, ampak so jo tako percipirali v nekem obdobju. Se pravi, ali je tukaj Pirevec, ki revolucijo vidi kot tisto, ki je temeljno določilo slovenskega naroda. On sicer govori o narodno-osvobodilni borbi, ampak vedno se je govorilo narodno-osvobodilna borba in socialistična revolucija. Ja. Bilo povezano. Torej, komunisti, pa tudi vsi ljudje so nekaj pozabili. Namreč to, ko proletarac sede na oblast, ni več proletarac, ampak je oblastnik. In iz tega sledi potem vsa zgodba. Kar zadeva pa Pirevca, Pirevc je tle še, bi rekla, pod vplivom ne samo Cankarja, ampak tudi revolucionarne misli, se pravi revolucija, narodno-osvobodilni boji, predboj, lahko naredi samo revolucionarni preokrep. Ampak če bi pa, recimo, če vzamemo pa njegov dnevnik,
Dnevniki spominjanja, to je objavila revija v 45 številki. Tam pa on z veliko bolečine, tako rekoč pred smrtjo, naredi v lastnem srcu, če lahko tako rečem, razliko med narodno-osvobodilnim bojem in revolucijo. In vzame tudi svoje grehe nase, pravi, jaz sem za vse sam izgovoren. Na nobenega drugega ne morem se skovarjati, pa svoje lastno dejanja nekomu drugemu pripisati. In na koncu, ko res po vsej tej bolečini, pa vendarle pravi, da sem bil partizan. Partizan kot narodnoborec za narodno osvoboditev. To sta dve ravni znotraj iste identitete. In jaz ves čas ustrajam na tem, pa ne razumejo, da se pokušljivi ne razumejo, da je treba razločiti narodno-osvobodilni boj in revolucijo znotraj iste identitete, se pravi, znotraj identitetna razlika med narodno-osvobodilnim bojem in revolucijo. Zdaj se pa to dogaja, da levica, ali pa recimo dediči revolucije, zdaj revolucije ni več za njih, zdaj samo še ta narodno-osvobodilni boj, medtem ko desnica pa enostavno pozabi na narodno-osvobodilni boj in potencijalno revolucijo. V bistvu je šlo za oboje. Glede na narodno-osvobodilni boj smo dobili tudi možnost osamosvojitve. Revolucija pa je pač tista, ki nas je potegnila iz predmoderne dobe v moderno dobo in ima tudi krvave roke. Te stvari moramo razločiti pri analizi, če tega ne naredimo, zapademo ali v eno ali v drugo ideologijo. Mogoče samo to, to je čisto osebno. Imam sina, ki je dopolnil zdaj 10 let, se je zelo zgodaj deklariral za zgodovinarja. Strašno ga zanima, prva vojna, hodimo po Soški fronti in vse. In v bistvu njegova vprašanja, kjer so vseeno dovolj kompleksne, ko se sprašuje o silah, o kdaj je vstopil, kater kontinent v vojno, zakaj je bilo kdaj, kaj so bili vzroki. V resnici po otroško, ampak pronicljivo sprašuje vprašanja, ki na nek način jih v vseh svojih razmislekih ali pa v vseh informacijah, v vseh knjigah, ki jih preberemo, v resnici ne znamo zares izluščiti. To, kar vi govorite to ni enostavno dobro, zelo, pravo, ne pravo. Seveda ne. Ampak so problem. Tako. In v resnici je to tisto, kar potem napaja tudi vse interpretacije, narative, predstavitve, bodi si v delih, v krajih. V bistvu potem, ko se pogovarjamo na tej ravni, se zmeri znova pridemo do pravih vprašanj, pravih pogovarjanja. In v tem smislu se pač globoko strinjam, da pač je na vseh nas nek premislek in res, da pogledamo, da smo rekli, v srce, zato ker to nas vse v takšno ali drugačno bilo. Ja, poglejte, zdaj ugotavljamo, kako nas vse to obremenjuje, ker ni sprava. Ampak jaz sem sam doživel, sem pa že malo starejši, da je sprava bila že živo dejstvo sredi oziroma v prvi polovici 60-ih let. Namreč moja mama je bila doma v vasi na Dolenjskem, ki je bila razdeljena na partizane pa belogardiste. Takrat so ti partizani in belogardisti nekdanji skupaj dali denar, da so kupili stroje, ki jih vsak posameznik ni mogel kupiti. In potem so želi pri enemu, pri drugemu, pri tretjemu. Vsakič sproti, ko je bila žetev, je bil tudi likov,
in jih je bilo zbranih na tem likovu od 50 do 100 ljudi. Nikoli to ni bil problem. Ti ljudje so se poročali med sabo, so imeli krste, so imeli sedmine in na vseh teh zadevah, porokah, krstih, sedminah so bili skupaj in partizani nekdani in belogardisti nekdani. Tudi poročali so se že in tisti, ki so se takrat poročali, so danes že detki in babice. Se pravi, sprava je bila takrat že dejstvo. Sam se spomnim neke priložnosti, ko je nekdo, ki je bil pri Beli gardi, rekel mojemu stricu, ki je bil partizan, od 42. leta dalje, vse, če bi mi zmagali, bi vas pa še več potolkli. To besedo je uporabil. In kakšna je bila reakcija na to mojega strica in tega soseda? Oba sta umolknila. Se poglobila vsak vase, tako se prav videlo, kako razmišljata in jaz sem razumel, da razmišljata o tem, kako vojna je pa hudič. Naredi take stvari, da se ljudje, ki sicer čisto v redu sodelujejo in živijo skupaj, pobijajo. In da se pobijajo lahko tudi v zelo velikem številu. Ampak to je bilo koliko nazaj? 60 let nazaj, ko je bila sprava dejstvo. Danes se pa pogovarjamo o tem, da sprave nimamo, da se ne znamo. Kaj se nam je zgodilo v teh 60 letih? Ja, veste, tako da bom rekla, ljudstvo je modro. Med ljudmi je bila sprava. Ni pa bila v družbi. Ljudstvo je bilo ljudstvo, partija je bila partija in je vse urejeno. Kjer imaš ti enopartijski sistem, zabral na oblasti, od spodje pa ljudstvo ni sprave. Če bi bila sprava tisto res, danes ne bi bili tako razbiti. Razumete? To je bilo potlačeno. Ljudje so to resno vzeli, resno so normalno vzeli, ker kot pravim, ljudje so modri, politika pa ne. In če bi tisto sprava, v resnici sprava je prišla, bi rekla, temelj za spravo je bil svobodne volitve. Se pravi, da imajo različne politične tendence, ideje, tudi pravico se od stranke organizirati. To je temelj sprave. Brez tega ni. Je pa seveda zdaj vse tisto nazaj, kar je bilo potlačeno, kar je bilo pozabljeno, kar je bilo modro, bom rekla, potlačeno, da se je dalo normalno živeti, je pa šlo vedno dan. In zdaj moramo, ko imamo demokracijo, ko imamo različne stranke, moramo kot politični ljudje najti skupni jezik in toleranci med sabo. Je pa problem, ker je med nami enostavno je izginila empatija, sočutje do ljudi, tega pri nas ni več. Kako zdaj pridemo do sprave, če ni sočutja? Če ni sočutja do današnjih trpečih, do današnjih drevnih, če ni sočutja do pokrivici ali ne pokrivici pobitih, če ni sočutja do partizanov, 29,000 partizanov je padlo, okrog 5,000 teh funkcionarjev v narodni stopnji odbori, okrog 20,000 civilnih oseb. To se zdaj kar pozabilo. Ne sme se pozabiti. Nič se ne sme pozabiti. Vse to smo mi. To je naša dediščina. Ja, to seveda težko uporekati temu, kar ste rekli. Ne? Politika kuje kapital na tem, pozablja pa na svojo odgovornost. Ker politika ima tudi odgovornost, ne, do naroda. Pa nas pa ne. Ja, to je zelo slabo, se pravi, je to neodgovorna politika.
In to problem politike je v tem, da ko se govori o spravi, se govori na ta način, da se kaže na drugega. Ti si naredil tak zločin, ne? Vidite, iz leta 65 je pa izjava, katere avtor je bil takratni škof Vojtiva, kasneje še pater Janez Pavel II, ki pravi, Poljaki se moramo upravičiti Nemcem za vse, kar smo hudega storili. Takrat je na Poljskem bila zelo huda reakcija, bile so demonstracije, bile so štrajki v takih velikih tovarnah za več tisoč zaposlenimi, ampak to je edini način, ali ni to edini način? Seveda je edini način. Pri nas se bi moral, se pravi, Zveza borcev popravičiti, kar je lahko druga na imenu komunizma. Desnica, da bi se moral pravičiti za izdajstvo, koliko je bilo žrtev zaradi izdajstva, zaradi, se pravi, kolaboracije kot tako. Eni in drugi bi mogli se najprej zavedati svoje odgovornosti, potem pa tudi narediti to gesto. Tega pač nismo sposobni narediti gesto. Pa se bo zdaj tukaj nov problem, ne? Kdo naj se danes upraviči kom? Ker tisti, ki danes nastopajo recimo kot funkcionarji levice ali pa funkcionarji desnice, takrat niso bili dojeni še. Ja, seveda ne. Ampak če je funkcionar levice ali funkcionar desnice, je tudi predstavnik preteklosti, ki je tam vlada. Če ne pa nekaj strani, pa ni več funkcionar. Če si funkcionar, vzameš tudi, bom rekla, zgodovino tistega, česar funkcionar si sabo, ki se s tem tudi opravljaš. Si dedič tega, še potencijalni dedič. To ni problem, sem noben se moče angažirati. Kako pa vidite to? Se s tem strinjam, ko ste rekli v 60-ih letih, pa ne v 60-ih letih. Najbolj poznate, da zakon v Španiji je bil sprejet leta 2022, ki je na nek način želel nagovoriti in popraviti te zgodovinske krivice Frankovega režima. V Španiji je nastala ena zelo turbulentna situacija, ker je bilo to precej novo. Mi vseeno govorimo to o drugačni časovni distanci pri nas. In skozi namero socialistične vlade, da se popravijo krivice, se je na nek način velik del prebivalstva podoživel vse te travme, ki so zelo globoko pač španske ljudi. In tam se mi zdi, da je na nek način drugačen proces, ki je bolj aktualen, ker je bolj akuten. Sobivajo v prostorih, recimo, ki smo imeli eno temo, se pravi, da dolina padlih je gotovo poznati. Tam so v bistvu žrtve, ki so pomešane, ki so našli svoj prostor. Enako v tej borbi spomina, kateri je pravi spomin, kaj je prava gesta zdaj s temi res ogromnimi kompleksi, kjer pa v resnici sočasno potekajo tako rekoč dva tokova spominjanja, dva načina spominjanja in dve interpretacije. Zdi se, da je to povsem, da je bistveno težje, pa ni pravi izraz, ampak ravno zaradi te časovne distance se zdi bolj nerazumno, zakaj v Sloveniji s tem nismo mogli upraviti v vseh teh desetletjih. Torej, v Španiji je bila prava državljanska vojna. V Sloveniji oziroma Jugoslaviji je bila pa hibridna
ker se je dogajalo v času okupacije. In levica zameri desnici, da je sodelovala z okupatorjem, desnica pa zameri levici, da je šla delati revolucijo v času okupacije. In zdaj eni in drugi imajo prav in zdaj in se je težko, kako bi rekla, težko se zdaj dogovorijo, da se bojo, da vzamejo to situacijo takšno, kako je, ker je ne moreš za nazaj spremeniti in se morajo zavedati, da morajo iz te situacije pač izideti in se spraviti. In glede na vse, kar je ravno za tega, kar je vse, kar je